Danes pa se nahajava v Adragasu pri cerkvi Marijinega oznanjevanja in samostanu, ki so ga ustvarile bogate nune iz plemiških družin. Leta 1238 so prišle iz Dunaja in pokopile posestva pod Štefanjo goro. Nekoč samostanska, danes župnijska cerkev ima za seboj bogato zgodovinsko in kulturno dediščino. Ime vasi Adragas zveni nemško, a nemški jezik te besede ne pozna. Andergasse pomeni na ulici, Andergras pa pomeni na travi, na trati. Tako so to ime vasi poimenovale nemško govoreče nune. Samostan so nekajkrat napadli tudi Turki, dokončno pa so ga razrušili leta 1471. Od prvotnega samostana je danes videti le nekaj ruševin. Ohranjen pa je ostal Marijin kip. Najznamenitejša umetnina v cerkvi je nedvomno Marijin kip z Jezusom, ki stoji na glavnem oltarju. Je najstarejši ohranjen Marijin kip na Slovenskem iz leta 1220. Cerkev je zgrajena v beneško-baročnem stilu. To pomeni, da temelji na kontrastih svetlo-temno. Oltarji in slike so temne, na svetlih stenah. V nedeljo 10. septembra je župnija praznovala 860 let župnije. Praznik so obeležili sveto mašo, ki jo je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Ja, lepo pozdravljeni. Moje ime je Slavko, pišem se Kalan. Zelo blizu sem tukaj doma, župnija Predosle, vasica Suha. Sem pa že 13 let tukaj župnik v tej čudoviti poznobaročni cerkvi in ene najstarejših župnij v Sloveniji. 860-letnico smo pravkar praznovali, kar je res častitljiva starost in zelo pomembno v sedanjem času, ko župnikov tako primanjkuje. Namreč župnija je zelo majhna in ima samo 800 prebivalcev. Imamo pa velikansko hišo, torej imamo samostan, bivši samostan dominikank, kjer se sedaj tudi odvija šola. Smo odstopili nekaj prostorov za osnovno šolo Cerklje in seveda duhovne vaje za številne mlade, zlasti za birmance in srednje šolce. Prav gotovo je ta cerkev izredno pomembna zaradi tega, ker je nastala v tistem času, ko se je začel ta gorenjski del razvijati. Prišle so sem redovnice dominikanke, potem so hlapci našli tukaj na tem mestu, ko ni bilo še nič, na štoru, na Topolov kip, Marijo z Jezusom. En hlapec se je celo po nesreči udaril, tako da je pritekla kri. Župnika so poklicali, ki je bil na trati, že takrat. Torej, to je bilo v tistem času, po letu 1136, ko so ta kip odkrili, ga nesli v cerkev, prav na oltar Svete Ane. To je vse prav lepo zapisano. Ampak po čudežu je bil ta kip zopet na istem mestu naslednji dan, ga spet odnese župnik nazaj v cerkev in potem je ugotovil, da bo treba drugače ukrepati. Zopet je bil namreč kip na štoru, potem sta ga zaklenila v skrinjo, v leseno skrinjo z mežnarjem. En mežnar je vzel ključ enega, župnik drugega, celo stražo so postavili na vrata, ampak ta kip je bil zopet po čudežu na istem mestu. To je bilo znamenje, da morajo, da želi ta kip, ta Marija ostati tu. In so potem lepo naredili najprej eno leseno kapelo, no in kasneje tudi prvi samostan, cerkev samostanov, to je bil dominikanski samostan nemško govorečih redovnic. Te redovnice so prišle iz Gradca, iz Dunaja, plemiške hčere, veste, še to je pomembno, ne? Jaz bi rekel, da to so bile hčere, kot bi rekel danes hčere sodobnih tajkunov. So bili deželni gospodje, ki pa so seveda želeli svoje hčere zaščititi pred zunanjim svetom. Mnoge so se kasneje tudi poročile, takrat je bilo nekako to sprejeto, ampak večina pa ne, so ostale tu v tem samostanu. Ta cerkev je posvečena Marijinemu oznanjenju 25. marca, ko imajo vse mamice svoj rojstni dan, ko je Marija izrekla svoj zgodice, fiat voluntas tua, in tudi na oltarju imamo napisan pozdrav od angela, Ave gratia plena.
To pomeni zdrava, milosti polna. In 25. marca, tudi zanimiv dogodek, so ravno spomladi prvi žarek posveti ob 10. dopoldan, ko imamo celodnevno češčenje na Marijo in na angela. Popoldan ob 17. pa na Boga Očeta in na Svetega Duha. Obleke na Marijinem kipu se menjajo glede na letni čas in praznike. Če se malo pošalimo, kakšen outfit ima trenutno? Ja, res, naša Marija, to je značilna, ima 10 različnih oblek. Trenutno ima takšen čist poletni dizajn še iz zadnje procesije, ko smo imeli v nedeljo eno, po moje, ena najlepših rožnatih barv. Poleg tega seveda ima potem še liturgične barve, tako kot duhovnik mašne plašče, imamo zeleno, v zelenem odtenku, vijolične, to je advent in post, pa tudi rdeče, okrog velike noči, mučenci, pa seveda bele, ki pa največkrat v smajnik, pa še takrat se vmes zamenja, potem se zamenja zagotovo za rožnovensko nedeljo, imamo tudi smen ali žegnanje, kot temu rečemo. Skratka, naša Marija se preoblači zadnje 300 let, vsaj 6 do 8 na leto. Zanima naju, kaj je botrovalo k temu, da ste postali duhovnik? No, to je pa dolga zgodba, veste. Ja, jaz sem začel ministrirati pri 2. razredu osnovne šole, ko je bilo latinsko. Pa še en moj prijatelj tudi, 19. delali izpit iz latinščine, mi smo imeli pojma o pojmu, mi smo se učili Confiteor kot pesmico v kitajščini. Ampak mi smo sedeli, kad vse znamo in smo znali. No, seveda, krasen vzor duhovnikov, župnikov, s katerimi sem veliko deloval. Tudi v dekaniji je bilo veliko takega lepega. No, potem tudi starši, seveda, moji starši so bili zelo verni, pa babica, moj oče je ravno tako. Te njegove izkušnje, zlasti so me bilo zelo blizu, ko je šel v vojsko, je bil v nemški vojski z orožnim vencem in nič ranjen, res da je se sam s konji ukvarjal, pa tako naprej, ampak preživel je vse te grozote in vedno je pripovedoval, Bog mi je rešil. To je ena razlaga. Druga je pa bolj ta čas, v katerem sem živel, ko smo živeli v 2 poljih. V šoli smo morali govoriti eno, torej Boga ni, pri verouku pa Bog je. In meni se je to čudno vse skupaj peljalo. No, enkrat vem, da mi je celo rekel en sošolc, kva si ti naumen, ker si šel za župnika, ker noš nobene plačaj mu. Meni takrat sploh to ni bilo pomembno, ampak poleg vsega tega sem dobil še višje, bi rekel, želje ljudem pomagati, odpirati obzorje. Mislim pa, da po gimnaziji je bil še glavni razlog to, da sem bil v vojski, v Titovi vojski, v Makedoniji. Tam sem pa res doživel kar maltretiranja, nesramnega, celo v Zvezi komunistov so me povabili. V glavnem, nič ni bilo fajn. In ravno tam sem pa ugotovil, da je ljudem treba pomagati. In potem pa sem šel v bogoslovje, prav na svoj rojstni dan se opisal in evo, Bogu hvala, prav lepo je bilo. Zadnjih 37 let že. Takrat nas je bilo toliko, da so rekli, joj, kaj bo to, so čist premalo duhovnikov. Veste, koliko nas je bilo? 24 novomašnikov. Koga pa zdaj? Komaj kakšen sem in tja. In zdaj je vprašanje, kaj bo in kako bo z vsem tem. Ampak, gledajte, jaz sem siguren, prepričan, da Bog točno ve, kolikor duhovnikov potrebuje, toliko jih bo poklical. Ja. Zasledile pa sva tudi, da imate izkušnje s tatovi. Nama malo pišete, kako je bilo, kaj se je zgodilo pred leti v tej cerkvi, kako ste se takrat znašli? To je pa res ena taka
nesramna zadeva do ljudi, ki sploh želijo nekaj vzeti. Lejte, če bi kdo prišel na vrata pa pozvonil, vsak je še dobil, še več, kot si je mislil, pa kolikor je bilo v tisti pušci. Ampak meni se je čudno zdelo, kako to, da teden za tednom nihče več nič v puščcu ne da. To je bilo jasno znamenje in potem seveda je človek malo pozoren in takoj opaziš, da človek ni, še kamere imamo tudi, vidiš, da ni pripravljen za to, da bo šel v cirku moliti. No, zanimivo je to je bilo v nedeljo, sem videl, da je to neki nepovabljeni gost in gremo v cirko in kleči pri puščci, takšni puščci kleči. Začopatim, kaj delaš tu? Molim, noter dajem, vse je bilo sam ni kradel. Seveda je imel palčko, pa čigumi, pa spuščce ven vleko, oziroma tam tiste reže. No, jaz se nisem več nič ukvarjal z njim, sam stopim do vrat, imam patent, da lahko narediš, zakleneš v trenutku in grem na telefon, ga še s sabo nisem imel, pokličem policijo, no, potem so pa oni reševali naprej. In potem smo zvedeli tudi drugi župniki, da je kar precej takih podvigov ta ista oseba počela po celi Gorenjski. Zanima naju, kateri prazniki in kateri dogodki v cerkvi so še posebej zanimivi za vaše farane. Ja, veste to, jaz se spomnim, sem še sem hodil kot majhen ministrant. Meni je bilo ko v nebesih, ko so vzeli Marijo in nesli v sprevodu, škofje, duhovnikov, ministrantov, pevcev, narodne noše. No, to je en najstarejši praznik naše župnije, to je vedno v nedeljo po Malem Šmarnu. To je ta šmarnska procesija. Potem pa seveda imamo krasne božične dogodke, imamo velikonočne dogodke, zlasti ko naredimo ta čudovit oltar s kolis, to je nekaj res enkratnega. Potem imamo seveda vse te župnijske slovesnosti, od prvega obhajila Birme, imamo tako prostorano, veliko cerkev, da tudi ljudje zelo radi od drugod pridejo. Poleg tega imamo v samostanu 100 postelj, 100 ležišč, 20 kopalnic in noter imamo romarje, poleti so romari, po zimi duhovne vaje za birmance, pevski zbori, podobne stvari. Tudi zdaj so, kot sem že omenil, otroci, osnovna šola, 3 razrede imamo, tako da je enkratno lepo, pravzaprav v simbiozi delamo ljudje tukaj na vasi. Jaz sem res zelo vesel, veste, da vsi čutijo s časom, s krajem, so žalostni, ker se kakšne hude stvari, neumnosti dogajajo. In so veseli, praznujemo skupaj, imamo krasen župnijski praznik, tu pridemo vsi, mlaje postavljajo, rože krasijo, treba benga na kolenih prositi, no, hvala Bogu. Ja. Kakšne načrte pa imate kaj za prihodnost župnije? Ja, zdaj sta dve zadeve, dve vrsti. Ena stvar je seveda zelo samostojna župnija, ki je čist majhna. Imamo samo 800 prebivalcev, dragi moji, pa kar tu župnika. Tudi župniki, ki imajo po 5 fara. Hvala Bogu, gospod Načkov poklonaj, da sem lahko še tukaj. Kajti imamo drugi del, to je pa samostan ali klošterček, kot rečejo naši farani. No in ta hiša mora živeti. Ogromno logistike in skrbi druženja z mladimi, z romarji, tudi z kulturnimi raznimi organizacijami. Seveda mi imamo zelo veliko čudovitih kulturnih dogodkov, ker imamo krasne orgle, ene najboljših orgel od v tem evropskem prostoru. Naredil jih je mojster Močnik, Tomaž Močnik, 15 let so šele stare. Te orgle so narejene po partituri Johana Sebastiana Bacha. Pozni barok, cerkev baročna, oltarji baročni, kaj češ lepšega uživati še v Bachovi glasbi tukaj v teh prostorih, v teh velbih, v teh oltarjih. To je ko v nebesih. Ja, seveda načrti. Načrtov je toliko, kar je finančni minister,
dovolil ali pa kolikor dovolijo. Ne. Radi bi spremenili še noter v domu, kaj da bi lahko tudi sprejeli starejše, nimamo dvigala, to pomeni, da je treba pripraviti takšne možnosti, da lahko tudi invalidi pridejo ali pa starejši. Potem pa malo posodobiti, ne, tudi sam sistem, imamo krasno, ampak še je veliko možnosti. V cerkvi pa ravno sedaj obnavljamo čudovite Kremser-Schmidove oltarje s Kremser-Schmidove slikami. Smo res izredno hvaležni, jaz osebno gospodu županu Francu Čebulju, potem tudi Ministrstvu za kulturo in seveda Faranom, ki vedno pomagajo po svojih močeh. Veste pa, nas je malo, ampak tisti smo ta pravi. Slavko, najlepša hvala za iskrene odgovore in za tale pogovor, pa vsega dobrega še naprej. Ja, hvala lepa vam, obema, lepo, da imata to oddajo. Še kaj pridite. Srečno, dio z Bogom.